Pozdravljeni. Že te dni lahko spremljamo prispevke o tem, kako pri Red Bullu niso zadovoljni s Serhijem Perezom. Po izteku njegove pogodbe ne bi iskali novega moštvenega kolega za Maxa Verstappena. A poglejmo si, kaj pravzaprav tiči v ozadju. Verjetno marsikoga izmed nas je Sergio Perez, predvsem v sezoni 2023, razočaral. Na kvalifikacijah in tudi na dirkah skoraj nikoli ni bil kos Maxu Verstappenu. In pojavile so se govorice, kako nastaja neko nezadovoljstvo znotraj Red Bulla, tako strani Pereza, kot po drugi strani predvsem strani Helmuta Marka. In kot običajno pojavili so se prispevki, članki in sestavki o tem, kako bodo pri Red Bullu napravili menjavo. Seveda po izteku pogodbe Serhija Pereza. Torej, on ima pogodbo še za celotno naslednjo sezono in do takrat se lahko zgodi marsikaj. Kot običajno smo lahko bili priča fenomenu, da nekateri avtorji rahlo prehitevajo in tako ustvarjajo zgodbe, ki morda sploh nimajo neke trdne osnove. Če po eni strani Sergio Perez ni dosegel tistih rezultatov, ki smo jih mi, navdušenci, pričakovali, se moramo strinjati z naslednjim dejstvom. Perez letos je zmagal kar nekaj dirk in zaenkrat je drugi na lestvici voznikov svetovnega prvenstva Formule 1. In pravzaprav že to nam pove, da svojo funkcijo drugega voznika opravlja odlično. Po eni strani ne ogroža prvega Maxa Verstappena, po drugi strani mu ščiti hrbet, kajti na lestvici je vmes svojega vodje ekipe in vseh ostalih zasledovalcev. Torej, v teoriji je naloga opravljena odlično. A verjamem, da marsikdo izmed vas bi rad videl, da je Perez hitrejši, da je bliže Maxu Verstappenu. In tu bi vas rad spomnil na nekaj zanimivega. Še pred nekaj leti smo lahko brali pri istih avtorjih, kako Valtteri Bottas je pravzaprav sluga Butler Lewisu Hamiltonu, ker ga ne napada, ker ga spušča naprej. A konec koncev, Valtteri Bottas v tistem obdobju je bil bistveno bližje Lewisu Hamiltonu, kot je danes Sergio Perez Maxu Verstappenu. In tu je treba poudariti še nekaj, da takratni Mercedes še zdaleč ni bil tako dominanten kot letošnji Red Bull. In mislim, da tu ni nobenih dvomov. Zdaj se poraja vprašanje, zakaj takrat je bil Valtteri Bottas Butler sluga, Sergio Perez tokrat, ki pravzaprav ne nudi skorajda nobenega odpora Maxu Verstappenu, je pa nekdo, ki ga je treba zamenjati, ko se mu bo iztekla pogodba. In seveda nekomu, ki ne opravlja dobro naloge, dati še leto dni časa, je nekaj, kar v Formuli 1 pravzaprav ni pogosto. Še posebej ne v Red Bullu, kjer so znani potem, da voznike menjajo dokaj hitro. Torej, lahko bi dejali, če izključimo neka čustva, da Sergio Perez zaenkrat dobro opravlja njegovo nalogo. A njegova naloga je predvsem ta, da ni v napoto Maxu Verstappenu. In tu se sedaj lahko začnejo pojavljati razne govorice. Namreč, da Sergio Perez ni zadovoljen s to svojo vlogo, je nekako razumljivo. Vsakdo, ki je na štartnem razporedu, si želi biti zmagovalec. Da Helmut Marko ni zadovoljen s Serhijem Perezom, je nekako tudi logično po svoje. Namreč, razen z Maxom Verstappenom, Helmut Marko pravzaprav ni zadovoljen z nikomer. In Helmut Marko je znan po svojih izjavah, ki so vse prej kot prijazne
in še zdaleč niso premišljene. Ampak to je del njegovega karakterja in po svoje tudi del njegovega poslanstva. S tem, ko daje take izjave, ki so morda tudi neprimerne, nekako pozornost odvrača od tistih glavnih težav, glavnih argumentov. Namreč vsi se ukvarjajo z njim, namesto da bi se novinarji ukvarjali z resnimi vprašanji okrog sveta Formule 1. In tu se poraja še neko vprašanje, do katerega mnogi avtorji sploh niso prišli. Namreč brali smo lahko o tem, da Daniel Ricciardo je tista menjava, ki bo v sezoni 2025 prevzel mesto Sergija Pereza. Ampak sedaj se lahko začnemo spraševati, zakaj bodo voznika, ki je rojen leta 1990, Sergio Perez, zamenjali z voznikom, ki je bil rojen leta 1989 in to v sezoni 2025. Verjamem, da matematika ne dela preglavic nobenemu izmed vas, ampak strinjamo se lahko, da tako Perez kot Ricciardo v sezoni 2025 bosta vse prej kot mladeniča. In prav tu se moramo vrniti korak nazaj in zamisliti, kakšno kadrovsko politiko so imeli pri preteklosti v Red Bullu. Mnogokrat so dali priložnost izjemno mladim, morda še premladim voznikom. In seveda prvi primer je Max Verstappen, ki je pač fenomen. Ampak ne smemo pozabiti na primer na Albona, Gaslija, samega Ricciarda in na primer Kvyata. In tu se seveda sedaj poraja vprašanje, kako razmišljajo pri Red Bullu tudi za obdobje po Maxu Verstappenu. Namreč razumeti moramo, čeprav nam ni všeč, da najbolj racionalno je imeti v ekipi prvega in drugega voznika. In med njima mora biti določena razlika. Namreč verjetno se še vsi mi spomnimo sezone 2016, ko je Nico Rosberg presenetil tako tovarniško ekipo Mercedes kot Lewisa Hamiltona. Zaradi težav, naprimer tistega odstopa na veliki nagradi Malezije, se je vzpostavila situacija, ko je bilo dovolj biti Nico Rosbergu do konca sezone drugi in Lewis Hamilton ga ni mogel prehiteti, tudi če je zmagal vse preostale dirke. In seveda v takšni luči odločitev Nika Rosberga, da zaključi s kariero, je seveda razumljiva. Način, s katerim je to sporočil ekipi, je bil vse prej kot fair, ampak verjemite mi, da sam ga popolnoma razumem. Ne vem, če bi sam na njegovem mestu ravnal bistveno drugače. A pustimo sedaj to. V sedanjem štartnem razporedu Formule 1 imamo kar nekaj vozniških parov, kjer sta oba člana nekako na enakem nivoju. Govorimo na primer o Ferrariju ali o tovarniški ekipi Mercedes. Ampak vidimo lahko, da Red Bull si je izbral drugačno filozofijo, ki pa konec koncev je uspešna. Strinjam se, da Max Verstappen je edinstven in ne moremo iskati nekega drugega podobnega voznika med tistimi, na primer v Formuli 2 ali pa tudi na sedanjem štartnem razporedu. Ampak, če si želi kdo premagati Maxa Verstappena, morajo tudi pri njegovi ekipi zbrati podobno pot. Torej, imeti Sergija Pereza v drugem Red Bullu se je do sedaj izkazalo kot uspešno in odločitev je bila edina logična. Sedaj, če hočejo pri Red Bullu napraviti menjavo, ne vidim razloga, zakaj ne bi dali možnost nekemu mlajšemu vozniku, ki bo morda v prihodnosti prevzel vajeti tistega prvega voznika. Igrati na karto starejših odsluženih kadrov v tem primeru, vsaj meni, se mi ne zdi racionalno. A zanimivo je, kako mnogi drugi avtorji
ki imajo več znanja, več izkušenj in več kilometrine, takšnih osnovnih dejstev nočejo videti. Dvomim, da jih ne poznajo. A za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.